En lep pozdrav vsem skupaj, en lep pozdrav tudi tebi, Patrik in Jernej. Lep pozdrav. Živijo Špela, Patrik. Zdravo obema. Evo, danes smo 31. oktobra in zadnji dan v oktobru, tako kot obljubljeno, smo za vas danes pripravili še Airdrop Insights. Evo, preden začnemo, tako kot vedno podelim še disclaimer. Naj se podana vsebina v tem posnetku ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja ali predlogov za nakup finančnih instrumentov in se ne sme imeti kot kakršnokoli naložbeno priporočilo ali kakršnokoli tržno sporočilo. Evo, predlagam pa ti mogoče kar predam besedo, Patrik, pa da nas malo popelješ, kar je bilo novega. Ok, hvala lepa. Ja, jaz zelo hitro bi malo preletel vse, kar je pač bilo neko aktualno. Zdaj nekih novih stvari res ni, glede novih stvari, kar se tiče, ja, je mogoče Uniswap je objavil, da bo imel svoj chain pa take stvari, ampak jaz osebno se tega, ne bom tam bil aktiven, ker so to neki testneti, praktično zastojni airdropi, pa še to se špekulira, če sploh bo airdrop, in pa ti airdropi, sploh imam feeling, no, da ti airdropi, predvsem v Ethereum ekosistemu, ne, so že konkretno overfarmani, ne, se videli. Zdaj, pred časom je bil recimo Scroll airdrop, ne, zdaj, če na hitrico pogledam, kak je Scroll, je cena, se vidi po airdropu, ne, kaj se je naredilo s ceno, pa še to je bil airdrop, zdaj, je bil zelo slab, no. Glede na to, da da sem jaz osebno imel denarnico, glavno denarnico tam v top 2% ali top celo procentu, pa dobil, ne vem, za airdrop nekje, ne vem, okoli $100–150. Pa se vidi, no, po kaki evaluaciji se je launchil ta coin, ne, zdaj 379. Tako da, ja, ti airdropi so predvsem bili po moje namenjeni temu, da se pač neka likvidnost oziroma da se sredstva pridejo na te chaine, ko so Scroll, da se zagotovi pač neka pozornost tukaj. Zdaj se pa vidi, ne, ko se je pač to launchalo, pa če mogoče za foro pogledamo na DeFi Lama, pa če pogledam Scroll, se vidi, kaj se je zgodilo, če malo pobližam, kaj se je zgodilo, ko je bil airdrop, ne, tule je bil airdrop, kaj se potem zgodi z vso likvidnostjo, vsemi sredstvi, ki so bile zaklenjene v Scrollu, ne, to gre pol drastično dol, tako da pol se pravi, zdaj od airdropa naprej se bo dejansko videlo, koliko je ta chain uporaben, ta layer 2, uporaben, koliko ljudi ga dejansko uporablja. Zdaj, jaz vedno bolj, ko spremljam te stvari, ne, vidim, da kar se tiče Ethereuma, pa Ethereum Layer 2, Arbitrum pa Base, ne, nekot prednjačita vedno bolj Base, mogoče še malo optimizem zraven, druga pa praktično ne, no. Bomo pa videli, kaj bo zdaj ta bull market, če bo se zgodil, pokazal, ne, ampak ja, to kot tem, ok. Zdaj, jaz bi malo, se pravi, Sui ekosistem, ne, vemo, da smo imeli pred kratkem DeepBook airdrop, ki je kar lepo, zelo lepo nagradil. Zdaj, če pokažem za primerjavo, ne, DeepBook, se pravi, DeepBook je bil airdropan, kaj pa vem, 2–3 tedne nazaj, 15. oktobra. Se pravi, tule je bil TGE, tukaj se je zgodil airdrop, pa vidimo potem, kaj se je zgodilo s ceno, se pravi, na kak način se pač, ker je to bil nek airdrop, ki ga je, ki je bil nenadoma announcen, se pravi, niso ga nekot pričakovali vsi, in tukaj je, da naredil 0,09, kar konkretno rast, ok, zdaj se je malo popravila cena, ampak to je bil nek airdrop, pri katerem si mogel na Sui walletu recimo stakati, ne vem, na pamet govorim, 50 Suijev ali pa 20 Suijev, se pravi, zelo malo vrednost, in si dobil v ta namen, ne vem, po več €100, če ne več €1000 airdropa samo za tale DeepBook, ne. Tako da, kar se tiče airdropov, se mi zdi, da se, itak se malo hlajajo in pa pozornost se prenaša predvsem
po moje stran od nekega Ethereum ekosistema v nek Sui, Algorand, Aptos, konec koncev tudi Bitcoin, ne, z Bitcoin celmu restaking in staking sistemom. Naslednji v Sui je, ne, ki bo pa airdrop naredil, je pa tale Suiland. Zdaj, jaz osebno itak ne pričakujem kaj preveč od tega, sem pa, če že držim Sui tokene v svojemu portfelju, ne, sem stakal semle noter neki Suja, s tem dobivam neke nagrade še v Suju, se pravi, tule sem stakal, ne vem, 415 Sui kovancev, se pravi $591, to sem naredil na enih parih denarnicah. Zraven sem si sposodil, s tem pač služim pa tudi točke za tale Suiland airdrop. Tukaj sem si potem tudi sposodil za ene $200 v stable kovancih, se pravi, sposodil sem si tale Wormhole USDC in pa navaden USDT. Čisto za zanimivost, ne, tale Wormhole USDC, ki ga lahko v bistvu, jaz sem si v bistvu sposodil tule $200 in teh $200 nazaj spremenil v swapu v Sui in ta Sui spet dal stakat semle noter. Se pravi, tu se vidi, ne, jaz sem tule imam borrow limit. V bistvu se pravi, za $844 jaz tule stakam na te denarnici Suja, 415 Sui tokenov. In ja, jaz sem si v bistvu sposodil tale Wormhole USDC za 0,16% APR, borrow APR, se pravi, to je zelo poceni, kar se tiče sposojanja, ne. In zdaj, če špekuliramo na ceno, da bo Sui token rastel naprej, se mi zdi tole dobra poteza, itak, da ne gremo na nek liquidation threshold, ampak da si sposodimo, ne vem, nek procent teh zaklenjenih sredstev tega USDC-ja, potem pa nazaj kupimo Sui token, s tem lahko, kar konkretno pridobimo, če gledamo na to, da bo Sui token rastel, ne, pa še zelo poceni si sposojamo tale stablecoin. S tem pa tudi služimo neke točke, ne, zdaj jih imam 489, to ni neki velik, to je, ne vem, top 10,000. Pa tudi, če bo par €100, pa če bo sam €100 airdropa, boljš kot nič, glede na to, da itak držim Sui, pa je čisto praktično isto, da če imam Sui nek na hladni, na neki denarnici ali pa na nekem exchange, ne. Tako da to je, kar se Suja tiče, mislim pa, da bo kar hiter tale airdrop čez par tednov, če ne, mislim, da je v novembru bo tale Sui token airdrop se sprovedel, no. Ok, potem imam naslednjo stvar, Aptos, ne, zdaj malo pozornosti se tudi na Aptos vedno bolj daje, mislim, da je celo Aptos, celo Jernej dal v svoj portfelj. Zdaj, če pogledam na DeFi Lamo. Aptos. Kar nekaj airdropov se bo tudi v Aptosu verjetno naredilo, s to Econijo. Total value lahko je kar visok, zdaj da vidim chart, mislim, da chart kar raste, da tale TVL kar raste. Konec koncev bo tudi sam Aptos naredil še par airdropov, se pravi, tudi cel Aptos ni zaključen z airdropi, kot sam Aptos, ne, in pa tole je pa nek Aptos, se pravi NFT, ki se ga splača mintati, mislim, da je zastonj mint, plača se sam transaction fee v Aptosu, zdaj ima se tale font, kako se že, Fontem Wallet je, Fontem Wallet. Tule noter imam jaz nekaj preprosto Aptosa, nekaj sem ga dal stakat, konec koncev so tudi Merkle Trade je narejen na Aptosu, ne. In ja, jaz sem mintal tale NFT, no, zastonj je, po moje se splača, predvsem zaradi tega, ker je pač zastonj. Naslednja stvar je Stacks, ne, Stacks je zdaj, Nakamoto upgrade je sproveden, se pravi, zdaj so res transaction, se pravi, hitrosti transakcij so zelo hitrejše, no, je zelo bolj, veliko boljše uporabniška izkušnja na Stacksu, zdaj zelo veliko se špekulira, no, da bi v kratkem prihaja tale staked Bitcoin, se pravi na Stacksu,
in zdaj bomo videli, ne, kjer protokol oziroma kera platforma bo tale Bitcoin restaking in staking zmagala oziroma pridobila večji market share, ne. Zdaj se nekaj govori, da bi celo Cardano vstopil na ta trg, potem imamo Babylon in vse te stvari. Ja, toliko v Stacksu. Hyperliquid. Hyperliquid mislim, da je TGE, se pravi Token Generation Event, mislim, da bo 11. novembra. Bomo videli, če bo tudi airdrop oziroma kaj bo to pomenilo, na kak način bojo pač naredili tale airdrop, na kak način kako bojo releasali tokene, a bojo vse tokene dali ne vem, v enem dnevu. Bomo videli, jaz sem pa vedno bolj prepričan, počasi jim že bolj zaupam, ko kjermukoli drugemu airdropu, ne, ker mislim, da se res na pravi način lotevajo stvari. In ja, bomo videli, kaka novica bo prišla 11. novembra ven. Tule pa mislim, da sem še imel jaz ene par strani. Aha, to je ista stvar. Ja, to je ista stvar, okej. Naslednjo je Storm Trade, zdaj Storm je trade če hitro še opnem. Storm Trade je perpetual exchange na v ton ekosistemu. Zdaj, če jaz tole odprem. Jaz imam nekaj tona še gor, ne, pa nekaj, za nek minimalen znesek sem še kupil nekih meme kovancev tukaj. Glih toliko, da če se še kak airdrop pojavi čisto zaradi držanja nekih teh meme kovancev. Sam Storm Trade airdrop pa ni bil neki donos, no, mislim, meni je prinesel, pa ne vem, za $30 tokenov. To sem takoj prodal, ne, pa dal kar v ton. Nisem pa iskreno imel tudi nekega velikega prometa, po moje par tisoč dolarjev prometa sem naredil, pa je to to. Potem Lombard, ne, oziroma Babylon, se pravi Babylon, mislim, da smo kar vsi, ki smo želeli priti v nek drug cap, v tale Babylon ko smo dali stakeat Bitcoin, mislim, da smo prišli noter. Mislim, da bo tudi malo kasneje malo bolj omenil Lombard, no, Jernej, tako da ne bom zdaj preveč o tem. Aha, tole pa ta tweet za Hyperliquid. Tole so 3 spletne strani, ki so kar zanimive, no. Zdaj, tule je Explorer za Hyperliquid, kjer si lahko pomagamo, pač, kjer denarnice tradajo, koliko imajo PNL-a, vse te stvari, če hočemo zdaj kjermu slediti. Tole je, bom posharil tele strani noter, no, pa se lahko malo, se pravi, tole je tako nek bubble, ki pokaže, kateri kovanci so šli najbolj gor, oziroma po TVL-u, ne. Bom posharil tele 3 spletne strani noter, ne, tele 3 linke. Še zadnjo stvar, ko pa imam, je pa Elixir. Zdaj, 31.10. naj bi se launchal, mislim, naj bi počasi se sprovedel tale public mainnet. Bomo videli, kdaj bo tudi airdrop, mislim, da bo pred koncem leta airdrop, nekaj sredstev še imam jaz noter zaklenjenih. Bomo pa videli, kaj bo to pomenilo tedi, no. Elixir, mislim, da je še kar bil under the radar, čeprav je bil kar konkretno z nekimi whali, se pravi z denarnicami, ki imajo konkretna sredstva, so noter zaklenjena, tako da, ja. V glavnem, dogaja se še v tem Elixirju, bomo pa videli, kaj se bo zgodilo potem, ko bo dejansko Token Generation Event oziroma airdrop. Pa še imam jaz neke druge stvari, pa bi zdaj prepustil tebi, Jernej, naprej, pa bi se pol mogoče vrnila na vse te druge stvari. Ok, se slišimo, ne? Ja. Ja, jaz bi zdaj mogoče izpostavil enih par stvari, na katere se smiselno fokusirati, no, res z vidika risk rewarda se mi zdi, da to so projekti, ki so ogromni v primerjavi s projekti, ki so, recimo, prej si omenjal Scroll, Patrik, ne? Scroll, vemo, da je farmala verjetno par milijonov denarnic, ne? Pa vemo, recimo, kakšni projekti so to, ampak projekti, ki pa so totalno spregledani, po mojem mnenju, so pa zdaj ti projekti, ki na Bitcoinu gradijo, ne?
ker vsi ti airdrop farmerji, pa vsi ti, rečemo, Sibili, ne, se pravi, te farme so izključno fokusirane na Ethereum ekosistem, ne. In se mi zdi, da so v celoti spregledali ekosistem, ki je 2-krat, 3-krat večji od Ethereuma, ne. In jaz bi mogoče tukaj izpostavil recimo prvi projekt, kjer sem deponiral nekaj bitcoina noter, ne, projekt Meco, ne. V bistvu imajo skoraj že 200 milijonov total value lockta, gre za projekt, ki ga razvija ena izmed najboljših developer firm znotraj Bitcoin ekosistema. Kar hoče ta projekt narediti, je v bistvu točno to, se pravi, da vkolikor imam jaz bitcoine, da lahko te bitcoine uporabim za recimo nekega kredita v USDC, USDT, kakih ostalih centraliziranih kovancih, praktično gradijo celotno mrežo, podobno kot jo ima Ethereum, ampak na Bitcoinu, ne. Jaz ne bom zdaj tu preveč časa izgubljal, dajte mogoče sami pogledati, jaz bom zdaj samo povedal, kaj sem jaz naredil, pa potem lahko mogoče kdo popraša za kakšne podrobnosti znotraj Discorda, ne. Tukaj problem pri Mecu to je, ker mislim, da je potrebno deponirati minimalno, mislim, da je bilo enih $700, 0,01 Bitcoin, mislim, da je bilo minimalno za deponirati. Zdaj sem poskušal se logirati, pa mislim, da nekaj zdaj v tem trenutku malenkost šteka tale stran, oziroma neke nadgradnje se odvija. V bistvu tako je, ne, preko očitno zdaj delajo neke upgrade, ne. Dajmo samo še enkrat tole. Ker vidim, da se zdaj te stvari tukaj spreminjajo, očitno nekdo dela na strani, ne, se pravi login. Jaz sem šel preko Xverse Walleta, ne, se pravi Xverse Wallet je tale wallet, kjer lahko imamo se pravi Bitcoin, Ordinals in pa Stacks, ne. Se pravi, to je zdaj ta ekosistem, ki si ga prej Patrik omenjal, ne, in to je res ogromno zajčja luknja, če skočimo noter, tako da jaz ne bom zdaj preveč tega omenjal, ampak Stacks ekosistem bo verjetno podobno zdaj, kot je Cardano naredil, ne. Cardano je zdaj nekako preskočil vrsto vseh teh velikih protokolov, ki so zdaj že več let gradili na ekosistemu, da bi ga nekako povezali z Bitcoinom, ne. In Stacks je v bistvu pionir tega, zdaj, kar Bitcoin dela v bistvu točno to, kar je Stacks zdaj razvijal zadnje 4 leta, ne, z tem Nakamoto upgradeom. In preko Xverse Walleta vi lahko direktno Bitcoin tukaj deponirate, ne. Se pravi, zdaj, če se povežemo, ne. Jaz sem zdaj že tukaj povezan, ampak mislim, da zdaj trenutno glih nekaj ne deluje, ne. Ampak da posplošim tole, kar je meni smiselno tukaj, ne. To je projekt, ki bo zelo verjetno pritegnil milijardo plus total value lockta, ne. Se pravi, ker to so zdaj projekti, ki srkajo likvidnost Bitcoina, se pravi iz Bitcoin blockchaina, ne. In to so zdaj res tisti, če je Ethereum bil neki pilotni projekt razvoja nekega DeFi-ja, ne, so to zdaj ti projekti, ki so se zelo verjetno naučili na podlagi tega, kar je Ethereum gradil, in zdaj recimo res ta veliki denar bo začel deponirati kapital v take projekte, kot so recimo Meco, ne, se pravi 182 milijonov total value lockta, pa kar je meni najbolj zanimivo je tole, ne, se pravi 20,000 holderjev, ne, v bistvu nič od nič, no, če pogledamo takole, ne. In zdaj recimo, če bodo ti projekti airdropali, zdaj glede na to, da jih nihče ne spremlja, hkrati pa ima ene izmed res ogromno visokih total value locktov, ne, za primerjavo Aevo projekt, ne. Aevo projekt je imel, mislim, da tistega časa nekje 40 milijonov total value lockta, ne. Pa sem jaz na denarnici dobil skoraj $4,000 airdropa, ne, se pravi tisti največji airdrop, ker sem dobil nekaj $1,000 smo dobili na tej denarnici, airdroper, ki jo tukaj, ki jo uporabljamo za spremljanje, oziroma mislim, da je to tale, ja. Se pravi, na te denarnice smo pa dobili nekaj $1,000 za neko minimalno transakcijo, ne. Tu se treba zdaj zavedati projekti, kot so Meco na Bitcoinu, imajo že zdaj 182 milijonov total value lockta, pa nihče ne govori o njih, ne. Zdaj, če greste na YouTube napisati, če greste v kjerkoli searche, ne, teh projektov ne boste nikjer praktično našli neki taki širši razlagi, ne. Tako da Meco je eden izmed projektov, na katerega jaz zdaj, oziroma tudi stavim, jaz sem praktično vseh denarnicah, sem ta 0,01 Bitcoin deponiral, ker se mi zdi, da v bistvu ne rabimo nič drugo narediti, kot pa deponirate Bitcoine, pa v bistvu čakati. Jaz mislim, da sem jih zaklenil za 6 mesecev nekaj takega, zdaj škoda, da se moram logirati noter, da bi tole pokazal, pa da bom še enkrat probati. Ker mislim, da zdaj glih... Zdaj, če te toliko prekinem, ne, po moje se to zdaj res, so ti začetki, zadnji sem poslušal en podcast z temu Michael Saylorjem, ne,
je omenil, da on vidi prihodnost, ne, da v bistvu je rekel na tak način, da se pravi sredstvo, ki ti ne daje nekega yielda, ne, je v bistvu za njega bolj kot ne neuporabno sredstvo, ne. In čemu on stremi, ne, da bi banke na nek način v prihodnosti ponujale neke obresti, se pravi, ti bi v bistvu bankam posojil Bitcoin, zraven bi ti dobil pa obresti, ne, na ta Bitcoin sposojen. In mislim, da se to zdaj začenja, ne, kot na protokolih, ko so Meco, ne vem, Lombard, Babylon in te stvari, ne. In zdaj, če bojo to implementirale neke banke, mogoče tudi konec koncev sam MicroStrategy, ne, kot neka Bitcoin banka, o čemer se zdaj govori, ne, zna biti ta stvar res ogromna, ne. Vse točno to, Patrik, ne, zdaj v bistvu banke bojo sredstva deponirale v take protokole, ne, se pravi, banke, če bojo hotele yield, ne, bojo v bistvu rekle tako, ok, mi bomo zdaj deponirali nekaj sredstev v Meco, nekaj sredstev bomo v Lombard dali, nekaj bomo dali v Lorenzo, nekaj v DLC, BTC, ne. To so zdaj trenutno ti projekti, ki so first moveri na Bitcoinu, ne. Se pravi, stranke ali pa banke konec koncev bojo lahko Bitcoine strank zaklenile v ene take protokole in bojo dobivale yield na Bitcoin, se pravi, da bojo dobivale, ne vem, 3, 4, 5, 6%, strankam pa bojo izplačevale 2, 3% ali pa 1% ali pa kakorkoli, ne, na idle Bitcoine, na bančnem računu ali pa kakorkoli se bo to razvijalo v prihodnosti, ne. In to so zdaj ti protokoli, ki gradijo decentralizirano, se pravi, decentraliziran bridge med temi bankami, velikimi holderji Bitcoina, ne, in pa DeFi, tudi znotraj Ethereuma, ne. Zdaj, meni je zelo zanimivo, na kak način bo tudi Ethereum profitiral na ta način. Zdaj vsi mislijo, da je Ethereum mrtev, da so zdaj ti Layer 2 ekosistemi mu zažrli noter v profitabilnost in tak naprej, ne. Ampak vsi ti protokoli, v bistvu, v katere mi zdaj Bitcoin zaklepamo noter, ne, rabijo Ethereum, ne, in vsi ti Bitcoini bojo komunicirali z Ethereum Layer 1, se pravi ne z Layer 2 protokoli, zato ker so centralizirani, ne. In s tem, ko bo Bitcoin vstopil v DeFi na tak način, kot ga vidimo tukaj, se pravi, da bojo uporabniki zaklepali Bitcoine v protokole, kot so Meco, Lombard, Lorenzo, DLC, BTC, ne, Zest konec koncev tudi, ne. Ti Bitcoini se potem odklenejo kot likvidnost na Ethereum ekosistemu, ne. In če jaz dam primer, recimo zdaj tukaj, da gremo na Lombard, na drugega, ne, se pravi, ker je tudi Franklin Templeton investitor, ne. Zdaj vidimo, kaj tukaj delamo, ne, se pravi, mi zdaj tukaj lahko, mi lahko tukaj zdaj zaklenemo Bitcoin, se pravi, mi lahko direktno zdaj z OKX walleta bi deponirali direktno Bitcoin z Bitcoin chaina, zdaj tukaj na tej denarnici nimam OKX walleta, ampak mi bi lahko direktno Bitcoin deponirali noter v Lombard in potem bi dobili LBTC, ne, se pravi Lombard Bitcoin, ne. In s tem Lombard Bitcoinom lahko mi potem stopimo noter v Ethereumov ekosistem, ne. In kar sem jaz naredil, ne, jaz sem tukaj preko se pravi X walleta deponiral Bitcoin na Lombard, potem sem dobil LBTC in kaj sem potem s tem LBTC-em lahko naredil, ne, jaz sem ga dejansko deponiral noter v Derive. Se pravi, v Derive protokol, se pravi, to je protokol za decentralizirano trgovanje, ne, in jaz sem ga preprosto deponiral vsem noter, ne, se pravi, v tale protokol, ne, se pravi, v tale pool. In na tak način je v bistvu Bitcoin blockchaina začel igrati vlogo, se pravi, ta likvidnost je prišla potem noter v Ethereum ekosistem, ne, in tukaj vidimo, na kak način bo Ethereum ekosistem dejansko tudi dolgoročno profitiral s tem, da taki protokoli, kot so Meco, Lombard, Lorenzo, ne, dejansko nudijo možnost za vstop teh nekih Bitcoinov, ki preprosto jih lahko imamo samo denarnicami, nam nič ne prenašajo, ne. Po drugi strani pa jih lahko pošljemo v DeFi, pa lahko tudi na Bitcoin dobivamo, ne vem, 5, 6, 7, 10, 12, 15% donosa, odvisno kam jih parkiramo, ne. Seveda z dodatnim tveganjem, ne. Tako da ja, Lombard, jaz bi mogoče tukaj Lombard izpostavil poleg Mecota, ne, se pravi, to so protokoli, ki jih preprosto zdaj res apeliram, da jih ne zanemarite, ne, dajte nekaj noter, zato ker se mi zdi, da lahko zelo veliki donos na neka zaklenjena sredstva tukaj dobimo, ne.
za razliko od recimo nekega scrolla, jaz scrolla niti nisem farmal zaradi tega, ker zdaj, če gremo pogledati na YouTubeu ali pa na Twitterju, je v bistvu vse polno nekih vodičev, kako rečemo farmati neke te airdrope znane, ne. Tako da o tem pa še nihče ne govori, ne. Tako da Lombard, če pogledamo, ne, Lombard ima trenutno pa 700, že blizu milijarde, se pravi zaklenjenih sredstev noter, ne. Ima pa samo 15,000 holderjev, ne, oziroma 13,000 userjev, ne. To je po mojem mnenju, mislim, to je prav neverjetno, no, glede na to, da recimo, kolikor bo Lombard izdal svoj kovanec, pa neki svoj Layer 2 ali pa kakorkoli, ne, mi nimamo tu praktično nobene konkurence, ne. Če pogledamo, zdaj Patrik, a ti veš mogoče, koliko je imel recimo Scroll farmerjev? Scroll je imel 3 ali 4 milijone denarnic. 3-4 milijone denarnic, ja. Pa ima zdaj recimo, ne vem, 400 milijonov total value locked, takoj po farmanju vidimo, da je total value locked padal, ne, z 900 milijonov na 400 milijonov, ne, pa verjetno bo še zdrselo na 200 milijonov tole na koncu, ne. Ker vem, tudi jaz še nisem dal ven, ampak imam namen dati, ne. Se pravi, to je protokol, ki je mrtev, ne. Scroll je protokol, ki je mrtev, nima nobene uporabne vrednosti, vse kar lahko bi nekdo na Scrollu delal, lahko dela na Baseu, lahko dela na Arbitrumu, lahko dela na Optimizmu, ne, tako da jaz tu ne vidim nobene uporabne vrednosti za Scroll. Po drugi strani pa vidim neverjetno uporabno vrednost za Lombard, ne. Se pravi, za vse Bitcoin holderje, ne. Tu je zdaj, Patrik, koliko je tržna kapitalizacija Bitcoina trenutno? 1,4. 1,4 milijarde, ne. Se pravi, tukaj vidimo recimo... Na milijarde. Trilijonov. Trilijonov, ja, kaj govorim. Se pravi, Bitcoin... Mislim, da, ali pa 1,2, zdaj pa, čakaj, bom pogledal. 1,4, več kot 1,4. 1,4 milijarde, se pravi 1400 milijonov, ne. Se pravi, zdaj, če pogledamo, zdaj, koliko je tukaj milijonov parkiranih, to je pa 744 milijonov parkiranih, ne. Se pravi, 1400 milijonov pa je trenutno Bitcoina v obtoku, ne. 1400 biljonov. Se pravi, so že v taki številki, da bomo Trilijoni. rekla, ne. Se pravi, 1 trilijon je 1000 milijard, ne. Ja, ja. Tako, ne? Ja, še večja cifra, ne. 1400, ja. 1400 milijard je tole, Ja, 1400 milijard. Se pravi, to je zdaj v milijonih, če... Okej, to se že... 10,000, oziroma še več. 14,000 milijonov, ne. Ja. Zdaj, če nisem prav povedala, se veste, kaj mislimo, ne. Ampak, ja, zdaj pa trenutno 744 milijonov tukaj noter, ne. Zdaj vidimo, kakšen potencial imajo ti protokoli za zaklenjena sredstva, ne. Se pravi, to še v bistvu niti se ni začelo, ne. Se pravi, vidimo samo 13,000 nekih early userjev je tukaj noter, ne. Pa že ima 744 milijonov zaklenjenega kapitala protokol, ne. Za razliko od 3 milijone denarnic, ki je huntalo Scroll, Patrik, ne. Tako. Zdaj, če za primerjavo, ne, en Babylon, ne, ima zaklenjenih sredstev že 1,7 milijarde. Ja, se dejansko Lombard te bitcoine dejansko ima noter v Babylonu, ne. Babylon je v bistvu tisti vrh ledene gore tega celotnega bitcoin ekosistema, ne. Tako, Babylon je v bistvu gate, ja. Zato. Ker vsi ti bitcoini, ki so preko teh staking protokolov, liquid staking protokolov, kot je Lombard, Lorenzo, DLC, BTC, Meco, ne, dejansko skupni imenovalec je Babylon. In Babylon tehnologija praktično omogočila, je odklenila vse to, da so se taki protokoli, kot so Lombard, lahko praktično začeli delati, ne. Ker zdaj, če pogledamo tukaj, če gremo pogledati pod dashboard, vidimo, ne, da praktično s tem, da imamo sredstva zaklenjena v Lombardu, še hkrati dobivamo Babylon pointse, ne. In ta Babylon bo po moje eden izmed največjih protokolov, med vsemi protokoli, še večji od vseh protokolov, ki so na Ethereumu, ne. Zato, ker dejansko odklepa Bitcoin ekosistem, ne. Vidimo, recimo, kam lahko, se pravi, LBTC, ko enkrat dobimo, vse damo, ne, vidimo, kam jih lahko vse parkiramo. Jaz sem jih praktično parkiral noter v Derive, ne. Ampak vidimo, kam naprej vse lahko te LBTC dajemo, da jih pošljemo v iskanje nekega yielda, ne. Se pravi, jaz predlagam, da si pogledate, jaz imam trenutno deponiran Bitcoin v protokolih, kot so Pel, Settler, Korn, potem Derive, Pendle, Maple vidim, da je tudi to bilo tudi, oziroma Maple že ima token, ne. Sem pa tudi nekaj v tale Hourglass noter dal, nisem še zdaj točno ugotovil, kaj
točno je ta projekt, ampak vidim, da ima ful veliki multiplier za Lombard, ne. Tako da ja, Lombarda jaz definitivno ne bi zanemaril, se pravi Meco, Lombard, mogoče Lombard bi dal na prvo mesto, potem na drugo mesto bi dal Meco. Zdaj, če pogledamo, kaj še imamo tukaj za pogledati, se pravi, da ne bomo preveč časa izgubili. Lorenzo protokol, kjer je tudi Franklin Templeton investitor, tega protokola tudi ne zanemariti, ne. Zdaj sicer jaz ne vem, nisem uspel videti, Patrika, lahko mogoče pobrskaš, kje bi ugotovili, koliko ima Lorenzo total value locked. Lorenzo na DeFi Lama, 249 milijonov. Aha, ok. Kje si pa prišel do te številke? Tam v search, Lorenzo, prvo. Aha, ok. Se pravi 249 milijonov, vidimo, ja, se pravi, Lombard je zdaj trenutno največji, potem pa tako je Meco in pa Lorenzo, ne. Lorenzo praktično ista stvar kot Lombard, s tem, da je pač drug protokol, je zelo v redu, da se tudi tukaj konkurenca dela, ne. Da je čim več možnosti, da nimamo samo enega velikega igralca tukaj na tem trgu, ne. Ampak isto pri Lorenzo, ne, pri Lorenzo isto lahko povežete. Jaz mislim, da sem kar OKX wallet povezal, pa sem isto deponiral Bitcoin noter v Lorenzo protokol, potem pa dobimo STBTC, ne. V glavnem, dajte se malo poigrati s tem, za nekdo, ki te stvari dela, dajte poklikati, kar je možno poklikati, ne, pa da vidite. V glavnem, kar je pomembno tukaj je, da dobite, da vse neke minimalne interakcije naredite, ne. Patrika, mogoče veš, a si gledal, koliko je nekih userjev tukaj na Lorenzo to? Je možno kaj videti? No, pobrskal zelo. A pa da ja, mogoče v tem času pogledaj, pa grem jaz potem naprej, ne. Se pravi, naslednji protokol Bitcoin DeFi ekosistema je pa DLC-BTC. Ta DLC-BTC je zelo močno povezan z Staxom. Jaz sem tukaj ugotovil na Arcadico Finance, ki je v bistvu kot neke vrste MakerDAO na Staxu, ne. Vidimo, da bo tudi tukaj možno preko Staxa dobivati Bitcoin-backed loans, ne, se pravi, da bomo lahko dejansko naš Bitcoin uporabili kot poroštvo za najem nekega kredita, ne. In tu sem ugotovil, da nas potem v bistvu na DLC vrže, ne. In DLC je v bistvu približno ista stvar kot Lombard pa Lorenzo, ampak Lombard pa Lorenzo sta nekako neposredno povezana z Ethereum ekosistemom, se pravi ta LBTC, STBTC od Lorenzota, pa LBTC od Lombarda lahko v Ethereum DeFi uporabljamo, ne. Se pravi DLC-BTC je pa je protokol, ki bo dejansko, ki je nekako native na Stax ekosistemu, ne. In zdaj tudi ta Stax ekosistem nekako gradi to, kar je že rečemo Ethereum zgradil z temi lending protokoli, kot so Aave, Compound, MakerDAO in tako naprej, ne. In zdaj to so ključni protokoli, s katerimi je smiselno neke interakcije narediti, ne, ker vse, kar srka likvidnost Bitcoina, pomeni, da bo ogromno total value locked dobil, se pravi, da bo ogromno nekega denarja noter, ne, in glede na to, kako malo userjev zasleduje te protokole, kolikor bojo airdropali, jaz mislim, da so to lahko največja presenečenja v airdropih. Se mi zdi, da ti airdropi, kot smo jih dobili, ne, po par tisoč dolarjev na, rečemo, Layer Zero to, ali pa na zk-Synco, ne, jaz mislim, da bi ti protokoli, koliko je bojo airdropali, so lahko multiplikator tega, kar smo dobili tam, ne. Tako da ja, mogoče naslednji protokol, Zest, se pravi, to je zdaj, mislim, da je en naš član vprašal, kako deponirati sredstva noter v Zest, ne. Zdaj, čisto preprosto je zdaj, če dobite whitelist, lahko greste na Earn, pa kliknete tu samo deposit BTC, ne, se pravi, jaz sem 0,015 Bitcoina, mislim, da to nekje $100, nekaj takega deponiral noter, ne, tako da potem vidimo tukaj pod positions imamo tole, ne, se pravi, to je spet ena taka interakcija, ki nas lahko, mislim, da smo tukaj v Zesto za ta airdropper denarnico, oziroma jaz imam to denarnico vezano, s to denarnico delam, mislim, je to ta, se pravi, ja, to je ta denarnica, ja. Se pravi, Staxova, ne. Se pravi, mi smo zdaj tukaj na 7000 mestu po ranku, ne, in zdaj, vkolikor bo na Zesto to največji lending protokol, zdaj si predstavljamo, recimo, to je kot neke vrste Aave na Ethereumu, ne. To pokažemo, te največje, se pravi, Aave vidimo, da je drugi največji protokol lending, se pravi, 12 milijard ima deponiranih sredstev noter, ne.
Jaz mislim, da tukaj zest, koliko odklene likvidnost Bitcoina, ne, se pravi, da lahko ljudje deponirajo Bitcoin noter, ne, pa se potem dobijo, recimo, mi da Špelo smo imeli eno stranko, ki ima Bitcoine in jih je hotela v bistvu, zdaj, če jih proda, recimo kot rezident Avstrije, naredi davčni dogodek, ne, vkolikor pa bi naredil tole, se pravi, da deponira svoje Bitcoine v zest, pa si sposodi, se pravi, da da sem noter, okay. Smo zdaj tu. Zdaj imaš to, evo, zdaj Stacks. Ampak ne vem, zakaj mi spet whitelist zahteva, ker sem že deponiral. To je disconnected, pa še enkrat connected. Ja, ne vem, zakaj mi zdaj to zahteva neki bake, očitno, ampak vseeno. Recimo, jaz sem zdaj tukaj deponiral Bitcoine, direktno z Bitcoin blockchaina noter in zdaj bi si jaz lahko tukaj sposodil recimo USDC, ne. Se pravi, jaz bi lahko zdaj tukaj šel, pa bi si sposodil recimo USDC in bi potem zdaj še recimo USDT pa USDC-ja še ni na Stacksu, ne, ampak zdaj s tem Nakamoto upgradeom bo verjetno tudi USDT pa USDC zelo hitro prišel noter v Stacks ekosistem, ne. Jaz bi si lahko tu preprosto sposodil, ne vem, rečemo, da sem en Bitcoin deponiral, to je $70,000 oziroma nekaj takega, ne, in bi lahko za recimo $40,000 USDC-ja vzel tukaj, kliknil borov, pa bi potem USDC prenesel na Kraken bi prodal za evre in bi preprosto si evre na bančni račun nakazal, ne, in bi imel na tak način odprto kreditno linijo, zdaj tukaj preko Bitcoina, ne. Tako da zest je protokol, ki ga ne zanemariti, se pravi, da ne bomo zdaj preveč šli kompleksnost tega, ne. Se pravi, potem to pa je mogoče to. Jaz bi mogoče ne bi šel predaleč, ne. Se pravi, dajte pogledati protokole, kot so Meco, Lombard, Lorenzo, pa DLC, BTC, pa zest. Jaz bi zdaj trenutno dal največji fokus na tem, ne. Se pravi, da naredite vse možne interakcije, ker je res uporabnikov je ekstremno malo, ne. Mi smo tukaj na zestu, mislim, da smo to denarnico tudi dobili neki early adopter NFT. Samo da vidim, če imamo tole. Mi smo tu dobili, ja, se pravi zest, ker je dejansko floor price 170x, koliko je za to Patrik vredno? 107. 200. Bom pogledal. Ja, ok. Se pravi, mi smo zdaj že praktično airdrop nekega NFT-ja, ki je vreden skoraj $200 tukaj dobili, ne. Zdaj, če bi šli to pogledati na marketplace. $185. Aha, ok. Se pravi, zdaj da vidimo, če se tole zdaj dejansko kaj prodaja, ali je samo, če damo connect wallet. Stacks.gamma.io, to je marketplace na Stacksu za NFT-je, ne. Se pravi, to je bilo mintano, to smo mi mintali, ok. Se pravi, zato, ker smo bili zelo zgodni, ne, smo dobili te NFT-je, ne vem pa, koliko jih dejansko obstaja, se pravi, je jih pa, se pravi, 927 teh NFT-jev je samo, ne. Vidimo zdaj dejansko, aha, ok, floor price je 120, oziroma, če vidimo, activity. Aha, 7 dni nazaj je nekdo kupil za 125 stacksov, 11 dni nazaj za 100 stacksov, 11 dni 9, se pravi, ja, cena lepo raste, se pravi, je pa nekdo, aha, za 450 stacksov kupil, različni so, ne, NFT-je, se pravi, mislim, da so 3 različni, odvisno, koliko smo imeli deponiranih sredstev noter, ne, ampak ti naši, ja, rečemo, za 100 stacksov bi zdaj brez problema to, da prodajam, ampak jaz tega ne bom prodajal, zato, ker bo zelo verjetno, zdaj, če ima kdo možnost to kupiti, jaz bi predlagal, da kupi ta NFT, ne, za $100, ker zest bo po mojem mnenju eden izmed glavnih protokolov, ker tudi Zest pa BitFlow, ne, kar se tiče Stacksa. Ja, vse za Stacks smo že vse povedali, tako da lahko mogoče kakšne videe za nazaj pogledate, pa znotraj Discorda napišete, ampak meni je to tu ključno, ne, se pravi, Draper Associates, to je eden izmed najboljših investitorjev v konvencionalnih financah, ne, in on je dejansko osebno investiral v sam zest protokol, ne, in pa tudi Binance Lab je investitor, ne, zdaj ne vem, kdo je vse, če pogledamo čisto vse, ne, se pravi, Draper Associates so 3,5 milijona dali seed raise noter, ne, to so pa vse investitorji, še Elixir,
oziroma to ni, ne vem, če ta Elixir, ampak Ne. Binance Labs je noter, tako da vidimo, to so v bistvu že samo tam, kjer je Binance Labs, pa glede na to, da jaz poznam tega Draperja, ki dejansko je full bullish na Stacks. Institucionalni vlagatelji iščejo te rešitve, kako uporabiti Bitcoin v DeFi, kako uporabiti Bitcoin, da nam prinese neki yield. Tako da ja, to je mogoče to, jaz bi mogoče to izpostavil še, pa na Derivu, če še par tradov naredite, ker je tu res ponovno na Derivu, se pravi, mislim, da je tukaj zelo malo farmerjev, če gremo gledati top farmers, mislim, da je 6590 farmerjev, tako da ja, to bi bil moj jagodni izbor za nekoga, ki hoče poslati nekaj denarja v lov za airdrope, tako da to bi bilo mogoče z moje strani to, pa Patrik, ti predam besedo, pa še mogoče pogledava, okay? Če sem kaj pozabil, še me lahko pomniš. Ok, no kar se tiče airdropov, smo mislim, da tako preletela te pomembne stvari, kar se zdaj splača. Zdaj pa jaz malo omenil meme kovance. Nočem jih preveč v kripto javljanju omenjati, pa nočem preveč delati teže na te meme kovance, bi jih pa omenil, ker jih po moje pa vse ni za spregledati za nek res mali procent portfelja. Čist en zanimiv tweet, ko mi je bil, se pravi 7. največji meme coin na Solani je v bistvu presegel neko kapitalizacijo, se pravi neke airline grupe, kar je, mislim, kaj vse delajo ti meme kovanci, zdaj je neverjetno. Tale Murat, tole je en gospod, bom rekel, ki je zdaj v zadnjem mesecu, 2 kar precej izbruhnil na Twitterju, pa povsod z svojimi, sem mislim, da pošeril celo 1-2 njegova podcasta oziroma govora. In ja, on je v bistvu že od mislim, da 2017, že kar konkretno v Bitcoinu, tedy je bil, rečemo, Bitcoin Maxi, samo Bitcoin in vse. Zdaj se je pa neko spremenil v meme coin Maxi, se pravi, on praktično vse, oziroma tako vsaj govori, stavi na meme kovance, v bistvu stavi na community, v bistvu ne toliko na kovance, ampak v bistvu on to predpostavlja, da v bistvu on to poimenuje kulti, cults, se pravi, on pač predpostavlja, da je pač Bitcoin en največjih kultov oziroma skupnosti, ki so res predane Bitcoinu, in na isti način on smatra te meme kovance oziroma vse te alt kovance. Ja, in tukaj je zdaj dal on nek tweet ven, mislim, ta tweet je že bil mislim, 24. oktobra, niti ne toliko daleč nazaj. Kot zanimivost, se pravi, od začetka letošnjega leta, je v bistvu velika večina kovancev, ki je najboljše performala, bilo meme kovancev, se pravi, v bistvu mislim, Giga, Popcat, SPX, Smoke, NPC, Turbo, potem je Mantra, ki je nek alt kovanec, ki ni meme kovanec, potem Aero, Arcblock, ABT, Ondo, ostalo je pa praktično vse meme kovanci. Ena zanimiva stvar je tudi, da vsi, ko sem zasledil en tweet, vsi kovanci, ki so prišli v letu 2024 na Binance, so underperformali Bitcoin, razen 3, mislim, da Jupiter, ki je neka platforma v bistvu za swapanje oziroma za tradanje teh meme kovancev, in pa 3 ostali meme kovanci, mislim, da Popcat, pa še 2. In ja, zdaj, da ne bo pomote, jaz definitivno ne promoviram nekih tega meme kovancev pa investiranja v njih, se mi pa zdi smiselno za nek mali procent portfelja, kriptoportfelja, nameniti tem meme kovancem, ker očitno res bolje performajo, mislim, res rastejo. Je pa za reči, zdaj, če jaz odprem hiter tale index screener, pa če pogledamo, kjer velika večina teh meme kovancev, meme coinov, traderjev spremlja te meme kovance. Vsak dan se praktično, ne vem, na tisoče meme kovancev launcha, in da te meme kovance lovimo, je praktično gambling. Že sam po sebi je nakup meme kovanca gambling. Nakup teh
meme kovancev, ki so pa stari uro, dve in ko rastejo za ne vem, 320 milijonov procentov, 226 tisoč procentov, je pa praktično gambling oziroma so to vse pump and dump oziroma, mislim, to gre slej kot prej na nulo, no, to gre v parih urah na nulo. Tako da definitivno se tega ne dotikati, mogoče se pa splača pogledati na, ne vem, CoinMarketCap ali pa CoinGecko, pogledati, ne vem, top 300 kovancev, kjeri meme kovanci so tam noter, pa mogoče za nek minimalen procent kupiti te meme kovance, pa res agresivno pobira dobičke dol, ne. Zdaj, če pogledamo, to je nek, se pravi, od tule gor, se pravi, tale Murat, ne, sam promovira ene par kovancev, mislim, da 10, med njimi so tale Giga, SPX, Popcat, Mok, Apu, Bitcoin, v glavnem, ogromno kovancev promovira, tudi njega je treba vzeti z rezervo, da sicer on govori, da nikoli ne bo tega prodal, pa da to gre do ne vem koliko bilijonov dolarjev market capa, pa da ne vem kaki multiplikatorji se bodo delali pri teh kovancih, to je vse treba zelo z rezervo vzeti, se pa vidi, kaj pomeni, ko en tak Twitter account z veliko težo, ne, očitno za vsak tweet, ko naredi, praktično ti kovanci skačejo ko nori, ne. Evo, tole en tweet, ne, se pravi, pred 4 meseci je, se pravi, tale Murat investiral v tale SPX, meme kovanc, in mu je pač, se vidi, kaj je od tedi naredilo, ko je začel ta meme kovanc on promovirati. Zdaj, če pokažem, ne, tale watchlist, ko imam jaz tule, pa meme kovanci, praktično, kaj ti meme kovanci delajo, če dam za primerjavo, ne vem, Apu. Jaz sem tega kupil, zdaj se vidi tudi v mojemu portfelju, ne, se pravi, tule dol sem to kupil, takoj, ko je naredilo tule, ne vem, 182%, sem jaz glavnico in plus malo več, se pravi, pobral dol, zdaj pa puščam praktično in za vsake 100%, praktično imam tako strategijo, no, da za vsake 100% pobiram dobičke z mize. Takoj, ko pa naredi nek meme kovanc 100+%, pa glavnico takoj poberem, da sem v bistvu risk free. Ampak je pa neverjetno, mislim, neverjetno je pogledati, ne, kako v bistvu, koliko likvidnosti leti v te meme kovance. Zdaj, neki meme kovanci, pa jih že zdaj ni malo, imajo to po 618 milijonov market capa v parih mesecih, če ne v parih dneh, ne. To je 600% mi je na primer naredil turbo meme kovanec, tega se pravi, šele po 600%, ker sem tule očitno zaspal, nisem preveč spremljal, se pravi, tule naredil v zelo kratkem času, ne. Se pravi, v 4 dneh je tule naredil 500% tale meme kovanec, recimo. In ja, toliko sem hotel samo omeniti, no, da v bistvu ni jih za spregledati, mogoče se splača kak zelo mali delež tukaj noter dati, potem pa res agresivno pobira dobičke, no, pa ne preveč, potem pa imeti realna pričakovanja, no, ne pol to, da gre do 100x pa 1000x pa ne vem kaj vse. Druga stvar, kjera se pa zelo špekulira na samem Twitterju, pa recimo v Hyperliquid skupnosti, ne, so pa ti, zdaj, če jaz odprem Hyperliquid, oziroma bom kar tule pokazal, ko imam svoj watchlist na Hyperliquid, so pa neki meme kovanci, ki so na Hyperliquidu. Zdaj, Hyperliquid vemo, da zdaj v bistvu postaja nek on-chain Binance, ne, v bistvu, kar se tiče tradanja. Zdaj imajo tudi spot market, ne, Hyperliquid, na katerem so do zdaj praktično sami meme kovanci. In ja, ampak kaj ti meme kovanci na primer delajo v zadnjem času, je neverjetno, ne, mislim, kam ti kovanci grejo, tukaj se vidi, ki so bili pač moji nakupi. Kam ti kovanci grejo, je nenormalno. Tako da ja, jaz sem tudi nekaj sredstev, ki sem jih imel namen za tradanje na Hyperliquidu oziroma za tradanje za airdrop Hyperliquida, namenil za pač nakup malo tehle kovancev. Bomo videli, kaj se bo s tem naredilo, praktično nimam nekih pričakovanj, ni pa za spregledati likvidnosti, no, kam se teče denar. Patrik, če bi samo 3 mogel kupiti, katere bi kupil na Hyperliquidu?
pur H-Fund pa Catball, po moje. Jaz sem tudi To so samo neki največji. prvi pa Catball sem pustil noter, se mi zdi ena taka dobra opcija. Ker je Ja, ful nisi market cap, če pogledaj. A bi pogledal na Hyperliquidu, koliko je recimo market cap teh? Ker prvi že ima kar veliki market cap, ne? Ja, sam se ne vem, če se vidi na Hyperliquidu, kak market cap je. Mislim, se da se vidi, veš, mislim, da se vidi, če pogledaš tam pod, če greš na levi strani, če greš imam pod... Tule imam neki H-Fund, Catballa, Pura, Ruga, Jeffa. Se pravi, tu se vidi, ne, treh sem na, ne vem, 207%. Če gremo trade, rak, spot. Zdaj, če klikneš Market spot na cap, desni ja. strani, vidiš ja market cap, ja. Se pravi, ta Catball je meni ful zanimiv, se mi zdi, da bi se znali ti mimerji poistovetiti z tem. Se pravi, 8 milijonov, to je res nič, ja. To je nič. Pa se vidi, kaj je praktično naredil zdaj, ne. To je naredilo v, ne vem, od 13. oktobra, 15 dneh je naredilo to 50-kratnik, 46-kratnik. Jaz sem v vseh teh portfeljih, oziroma vseh teh akauntih, ki sem Hyperliquid ugojil, sem za par $100 kar tega Catballa pustil noter. Pa kar pustil. Ne bom sploh gledal. Se mi zdi, da bi res, zdaj kolikor tudi tam Urad, ki si ga prej omenjal, začne kaj omenjati, pa pumpati te Hyperliquid kovance, to je, računajte, 8 milijonov. Koliko so, recimo, poprečni meme kovanci, ko so zdaj mainstream, kakšna tržna kapitalizacija ima, recimo ta giga, pa to, kar si prikazal. Ti kovanci imajo po 500 milijonov trenutno. Aha, okej. Če takle dam 700 milijonov, 600 milijonov, 500 milijonov. Ja, to so res velika tržna kapitalizacija, no velika pa ne, no, se konec koncev. Mislim, ja, velika, mislim, po eni strani je neverjetno, da je tole doseglo 788 milijonov, ampak po drugi strani pa, če pogledamo, da je koliko je bil, rečemo, če pogledam Pepeta. Ali pa, Pepe največji, je Dogecoin. Praktično Dogecoin. Dogecoin je praktično na 25 milijardah. Oh, shit. Res? Zdaj, 25 milijard. Se pravi, ta je največji, ne? Shiba Inu 10 milijard, ne. Pepe je na 3. Na 3 pa je bil že max. Se pravi, je bil, če dam tole market cap, je bil na 6 milijardah Pepe. Če pa pogledamo nek Dogecoin, ne, ki je pač največji, nek res OG, rečemo, meme kovanec, ne, pa če damo market cap, maksimalno, je bil pa, tule je bil 90 bilijonov dolarjev, je bil 90 milijard je bil Dogecoin vreden, ne. 90 tisoč milijonov. Ja, to je neverjetno, kaj pač, koliko neracionalni je lahko trg, ne. Ja, samo kakšna je logika v ozadju, če se tako vprašaš, ne? Zdaj, če gledaš, itak vsi investitorji, tudi še najbolj resni, ne? Vsi imajo tisto gamblersko žilico, ne? In to je recimo, na konec koncev je to samo neki finančni instrument, ki vsi računajo, da ga bojo ljudje pumpali, ne? In če vsi računajo, da ga bojo ljudje pumpali, ja, je tu ta logika, da lahko potem napihne ena taki asset na, ne vem, več 100 milijard, ne? Pa še ena logika je, ne? Zdaj, vsi ti kovanci, ki se launchajo, ki imajo neko tehnologijo v zadnji, recimo, pa so zdaj airdropi, pa ne vem kaj vse. Vsi ti kovanci pridejo z nekih, mislim, je, ne vem, na začetku tržna kapitalizacija, ne vem, Cardano, zdaj 312 milijonov, tako, oziroma to je volumen, pardon, 12 milijonov. Se pravi, neki kovanci, ki se launchajo, ne vem, z 20% vseh, mislim, circulating supply-a, se pravi 80% tokenomics-a je še v bistvu zaklenjenega, potem ogromno nekih sredstev je zaklenjenih za neke privatne investitorje, za tim, za ne vem koga vse, in zdaj Murat je to prav izpostavil, ne, zdaj on je rekel, da pač meme kovanci so praktično, pa če res iskreno pogledamo, še res najbolj pošteni z tega vidika, da se takoj ob začetku nekega tradanja meme kovanca spusti vsa, se pravi, vsa zaloga, ja, pač vsi kovanci, se pravi, nič več kovancev nikoli ne bo, se pravi, vse je pošteno, vse je transparentno, se pravi, lahko pogledamo na nekem skenu, kdo drži kovance, kakšne so denarnice, koliko so pač ti kovanci, se pravi, razporejeni po denarnicah,
In v bistvu ni presenečen, če res vidimo, da nek meme kovanec, neka denarnica ga ne drži, ne vem, 80% supplyja, ne. Zdaj pri teh nekih, predvsem zdaj, se vidi, zdaj, če pogledamo, kaj je že tale projekt, ki je bil za Ethereum restaking prvi, no. Lido misliš? Ne Lido, zdaj je bil Eigenlayer. Eigenlayer, ne. Zdaj, če pogledam Eigenlayer, v bistvu, kdo je profitiral tu? Neki res early adopterji pa early investitorji. Zdaj, ta kovanc, vidi se pravi, max supply je neomejen, market cap je 539 milijonov, fully diluted valuation je pa 4 milijarde, se pravi, se vidi, koliko je v bistvu razlika med temu market capu pa fully diluted valuation, ne. Se pravi, tukaj lahko se ekipa odloči, da bo preprosto na market dumpnala še, ne vem, milijon kovancev in praktično s tem zaslužila, ne vem, milijon krat $2,89, ne. Ja, hočeš povedati, da ti meme kovanci dejansko ima ves supply že zunaj, ne? Vsi ti meme kovanci, ne, zdaj, če pogledamo DexScreener, ne vem, SPX, se pravi, fully diluted valuation je 780 milijonov in market cap je 788 milijonov. In to je to vse zunaj in zdaj, tukaj je še treba samo pogledati, kakva je likvidnost, se pravi, ne, da ni zdaj likvidnost premala, pa da je razporejenost, oziroma da je čim več teh ljudi, ki drži ta token, pa da ni nekih parih denarnic, ki bi držale večino supplyja, ne. Patrik, pa zdaj, če dobro pomisliš, sorry, da te prekinjam, ampak se mi zdi smiselno se zastaviti na te točki, ne. Točno to, kar si prej razlagal, ne, ko je Murat dejal, ne, to je v bistvu en možakar, ki je imel res neverjetne napovedi. Mislim, ni za zanemariti intelekta tega možakarja, ki zdaj pumpa te meme coine, ne. In točno to, jaz se tudi spomnim, ko je nekje razlagal, ne, dejansko bolj razmišljam, bolj mi ta logika deluje, ne, ker zdaj, če gledaš poprečen neki retail vlagatelj v prejšnjem bull marketu, kaj je lovil? Neke kovance, ki itak v osnovi ni vedel, zakaj se grejo, ne, pa so lahko dosmeli dobre fundamente, nekaj Polkadotov in tak naprej, ne. Ljudje so to kupovali, ampak niso vedeli, kaj kupujejo, pa tudi v vsakem primeru 90% padlo in ljudje so šli ven z tega, zato ker itak v osnovi niso vedeli, kaj imajo, ne. In to je bilo obdelano, to je bilo prebaleno, zapravi zdaj naslednji val, ni tako nesmiselno pričakovati, da se bo ta retail vlagatelj zabil noter v te meme kovance in ne v tiste resne projekte, ne, ki bi se res zdaj zaslužili, da investitorji vložijo denar noter, ne, recimo od nekih Cardanotov in podobnih tokenov, ne. Ja, praktično, kaj je rekel, ne, zdaj, če pride nek nov investitor, ki zdaj bo videl Bitcoin je, ne vem, na pamet govorim, $100,000, rad bi nekaj investiral, potem vidi, da, mislim, če investira $2,000 v Bitcoin, pa Bitcoin zraste na €150, mu praktično nič ne naredi, ne, nič pomeni ta denar. Zdaj, če investira v nek tehnološki alt kovanec, itak ne ve, zakaj se gre, pa vidi en meme kovanec, ki mu je všeč malo slika, malo mu je všeč, malo pogleda Twitter, na Twitterju vidi, da vsi tvitajo o tem, da vsi to govorijo, da bo šlo gor, zraven vidi, da to raste vsak dan, po ne vem koliko procentov in ja, kam bo dal ta €2? Rajš v nek meme kovanec razkiral to, pa mislim. Pa še tokenomics, to, kar si razlagal, ne, dejansko ni vis investitorjev, ki bi lahko dumpali, zato ker gre cena gor in prodaja svoj bag, ne. Tako. Tako da ja, mislim, kar se zdaj dogaja, tale tweet je zelo zanimiv, jaz ga lahko pošeram, ne bom ga zdaj bral, ampak kar se zdaj dogaja, ne, zdaj tale gospod, Andrew Eyre, se ne zna več izgovoriti, se pravi, tule imam GOAT. Tole je meme kovanec, oziroma tole je ta meme kovanec. V bistvu tale gospod je naredil AI, se pravi umetno inteligenco, ki jo je pač sprogramiral in ta umetna inteligenca je naredila svoj Twitter profil, se pravi tale Truth Terminal, se pravi. Tale Twitter profil v bistvu ureja umetna inteligenca. Se pravi, vsi tole tvita, ne vem, zelo, na vsake pol ure, na vsake 15 minut da en tweet ven. Zdaj, ti tviti, če jih beremo, so zelo posebni, ker jih v bistvu umetna inteligenca sama dela, ampak ta umetna inteligenca je v bistvu tale gospod je v bistvu samo eno stvar naročil, naredi, kar hočeš, ampak naredi se uporabno pa nekaj vredno, ne.
In ta umetna inteligenca je ustvarila svoj meme kovanec, ki je tale goat, zdaj če jaz tole pokažem. Se pravi, tale meme kovanec je ustvarila ta umetna inteligenca. In ja, to je prvi AI, se pravi, prva umetna inteligenca, ki je v bistvu vredna 612 milijonov. Se pravi, prva umetna inteligenca, ki je neki v bistvu sama naredila neko bogatstvo, bom rekel, ne. Se pravi, umetna inteligenca je dejansko meme kovanec naredila. Ja, tole v bistvu, se pravi, celoten tale Twitter profil in vse je umetna inteligenca. Se pravi, to ni človek, v bistvu jo še tale vse nadzoruje malo, ampak to tvita, mislim, take stvari, mislim, kar neke stvari, no. A je Mark Andreessen temu projektu dal neki $50,000 ali nekaj takega, 5 milijonov? Možno. Nisem zasledil, ampak mislim, da je tole čist nič, da ni bilo foundano, da je to vse. In to je spet, ne, fully diluted, se pravi, vsi kovanci so zunaj. Je pa zelo zanimivo spremljati malo tale profil, no. In ja, to je v bistvu prva umetna inteligenca, ki je v bistvu obogatela oziroma naredila nek profit. Verjetno, kako hitro se stvari premikajo tu. In ja, in kaj zdaj, mislim, zdaj eni špekulirajo, ne, da zdaj ta kovanec goat, ne, v bistvu združuje dve najbolj vroči stvari, meme kovance pa umetno inteligenco, ne. In zdaj so vsi, mislim, vsi padajo zdaj na te stvari. Zanimivo je sam spremljati zraven, ne, pa mogoče par nekih dolarjev noter dati, nekaj evrov noter dati, pa biti del te zgodbe, pa pogledati, kako se bojo stvari razvile. Ker se mi zdi, če bo Bitcoin začel rasti, če se bo res nek bull market sprovedel, mislim, da bojo stvari še postale na neki točki še bolj nore, kot pa so bile 2021, z vsemi NFT stvarmi in vsemu. Mislim, ko to začne rasti, res lahko postane noro na trgu in se lahko res stvari zelo neracionalne dogajajo. Saj sem se Patrik, sem se včeraj pogovarjal z enim kolegom, ne, kako mrtvo je vse skupaj tudi na samem trgu NFT-ev, ne. Ja, zelo enormno. Kaj razlagaš, ne, se mi zdi, da stvar je tako depresivna, da bi bilo mogoče smiselno pokupiti kakšne take blue chipe prejšnjega bull marketa, recimo na kakih čenih, kot je na primer Cardano, ne. Jaz sem se gledal, recimo ta The Ape Society oziroma, ne vem, jaz sem plačal, mislim, da $5,000 sem plačal za ta SpaceBot NFT na JPG Store. Dajva kar pogledati, daj ti kar nadaljuj, bom jaz to pripravil. Ne, sej to je to, kar sem hotel, mislim, spremljati ful mi je zanimivo spremljati, no, vse te stvari, kako se vse to odvija, ne. In zdaj se je pojavilo, poleg tega goata, ne, se je zdaj pojavilo milijon nekih ljudi, ki so naredili svoje AI-je, pa svoje Twitter profile, pa zdaj svoje meme kovance glede AI-ja, oziroma, ki jih sam regulira nek AI. Je pa tole zelo zanimivo malo včasih kak tweet prebrati, kaj vse, ker tale umetna inteligenca se v bistvu uči od ljudi, ki pod komentarji kaj pišejo, oziroma se uči od celotnega marketa, zraven ima podatke, koliko je cena Bitcoina, koliko je cena svojega kovanca, kako se market giblje, ne, in pol glede na to v bistvu naredi tweet in glede na to, kaj je napisal in kakšen je engagement na ta Twitter objavil in na to, kakšen je odziv cene, se pol on uči, na kak način mora tole on pisati in objavljati, da pritegne čim večjo množico ljudi, pa da pač meme kovanc raste, no, čistek. Možno pa, da se bo v trenutku se pravi, sam AI odločil, da je on dovolj zaslužil in da bo dal pač, da bo rekel, da je to in da bo šel kovanc, ne vem, v sekundi na nulo. To je čisto možno, ampak je pa zanimivo, kako vse skupaj se dela, no. To je to. Če imaš ti kaj? Ja, jaz bi mogoče tole pokazal, ne, zdaj mogoče to je res tako malo, res totalen DJ-en, ne, ampak jaz gledam tole recimo na Cardano, ne, se pravi na Cardano, zdaj še posebej to, kar se zdaj v luči tega, kar se zdaj na Cardano dogaja, ne, koliko ene likvidnosti se odklepa potencialne, ne, potencialni tudi vstop stable kovancov, kot so USDT, USDC, ne. Točno to, kar si zdaj razlagal, recimo Patrik, ne, vkolikor pridejo retail vlagatelji, ne, na trg, verjetno ne bojo več zasledovali, verjetno se ne bojo dvakrat opekli v nekih fundamentalno zdravih, dobrih projektih, ne. Ljudje bo verjetno šli
bolj kot ne zasledovati nekih cen, nekih premikov, nekega pompa, ne. Ni In nekega engagementa na Twitterju nekega oziroma engagementa, kjerkoli, nekega. točno to. In zdaj gledam recimo, ne, okej, imamo meme kovance, ker je recimo tržna kapitalizacija, ne vem, 500 milijonov smo gledali teh največjih meme coinov, ne. Po drugi strani pa imamo zdaj trge NFT-jev, ne, ki zdaj pustimo zdaj sličice, pa to, kar predstavlja, ne. To so v bistvu tokeni, ne. To so tokeni in vsak ta nek projekt, jaz zdaj gledam tukaj recimo na JPG Store, to je v bistvu kot en OpenSea za Cardano, ne. Gledam te projekte, kje so floor price, se pravi, zdaj imam tukaj sortirano kolekcije po all time, ne, pa po volumnu, ne. Se pravi, vidimo recimo SpaceBuds, ne, to je zdaj recimo projekt, to je bil prvi projekt na Cardano, ne. Ima zdaj floor price nekje 830 ADE, koliko je to zdaj, se pravi, to je $299, ne. Jaz sem recimo tega, jaz sem tam napisal, ne, v Discordu še znotraj finančnega portala, ko sem kupil tega SpaceBuda, ne, mislim, da sem skoraj $5000 dal za njega, ne. Sem rekel, to bo verjetno najboljša ali pa verjetno najslabša investicija, ne, tega bull marketa, ne, in jaz imam še vedno tega SpaceBuda, ne, noter in zdaj vidimo, kam je ta cena padla, ne. In zdaj dejansko, po kakih cenah lahko zdaj tole dobimo, ne vem, $200-300, ne, se pravi, to so v bistvu kot neke loterijske srečke zdaj v tem trenutku, jaz bom po moje tudi malo pogledal na različnih teh blockchainih, ne, se pravi, teh, ki imajo ful močan, ful zveste neke privržence, ne, se pravi, Cardano ima res močan community, ne, in zdaj, vkolikor bi likvidnost začela prihajati, ne, tu se treba zavedati, to, recimo vsak ta projekt ima po 10,000 tokenov, ne. Se pravi, če pogledamo, koliko je nekaj kovancov v obtoku, recimo nekega tega Gota, ne, vidimo, da je tržna kapitalizacija 600 milijonov, ne, po drugi strani pa vidimo te projekte, te NFT-je, ki so v bistvu tokeni, ne, čiste špekulacije, podobno kot meme coini, ne. In jaz mislim, da bi se lahko ponovno špekulacije vrnile vsem noter, pa fajn, da imamo zdaj tole posneto, da vidimo, mogoče lahko čez 1 leto ali pa čez 2 leti spet pametni, ko bomo tale video zavrteli kot neki short video, ne, ampak zdaj, če pogledamo, recimo floor price SpaceBudsov 830, recimo The Ape Society, ne, jaz sem tega mintal za $100, za 100 ADE sem mintal, ne, se pravi, zdaj to, recimo najcenejši je 1026 ADE, koliko je to, se pravi, če gremo gledati, se pravi, to je zdaj $369, za $369 ga dobimo, ne. To so zdaj blue chipi na Cardano blockchainu, ne, jaz se spomnim, jaz imam še vedno zdaj tukaj glih zraven mene imam sliko tega Ape-a, ki še ga vedno držim, ne. Jaz sem ga sicer, prenesel sem ga na Base, ker ta kolekcija se je preselila na Base, nekaj NFT-jev imajo na Cardano, nekaj pa še na Baseu, ne, ampak čisto preprosto, zdaj, če tole pogledamo, ne, to je zdaj vredno skoraj nič, ne, ampak vidimo te floor price, kako se spreminjajo, to lahko en veliki, pa niti ne whale pride, jaz lahko zdaj recimo, ne vem, $100,000 denarnico odprem, pa rečem, ok, jaz bom zdaj začel pumpati, pa začnem kupovati vse te Ape tukaj, ne, se pravi, jaz porabim, ne vem, $50,000, da napihnem ceno iz 1000 na 7000, ne. In seveda, spet kaj sprožim val neke špekulacije na Twitterju, ne, ljudje začnejo to gledati, aha, ok, cena raste, ne, da gremo malo to kupovati, zakaj pa ne bi to kupovali, ne. In naenkrat, kar cena zraste, vidimo, niti jih ni več listani, se pravi, zelo hitro lahko na 75,000 cena skoči, ne, 75,000 ADE, ne, če pokupimo floor tega, ne. In se mi zdi, da so ti NFT ultimativni meme kovanci, mogoče naslednjega prihajajočega bull marketa, ne, tako da jaz bi mogoče tudi malenkost apeliral našim članom, da si mogoče te NFT-je pogledajo, ne, stvar je res banalna totalno, ne, ampak na koncu so to vse tokeni, s katerimi ljudje trgujejo, ne, pa s katerimi se špekulira, ne, tako da jaz bom zdaj mogoče kakih par $1000 uporabil, da bom pokupil te NFT-je na različnih blockchainih, ki so zdaj zelo nizko, ne. Ena moja stranka bo zdaj, ne vem, če to sploh ne omenim ali pa ne, ampak ok, bo za svoje vnuke kupil mislim, pogovarjal sem o tem, pač ideja mu je zelo všeč, ni moja ideja, pač gre se za to, da pogledamo tole Bored Ape kolekcijo, to je v bistvu najbolj luksuzna kolekcija, ne, na Ethereum blockchainu, ne, in ti Poleg CryptoPunks, ne. Poleg CryptoPunks, ja. Magic Eden, to je zdaj recimo kolekcija, zdaj vidimo enega takega Bored Ape-a, ne, to je zdaj recimo res top of the top, kar lahko rečemo na trgu NFT-jev, ne, zakaj mi zdaj tako tole šteka, ampak ok, se bo, ne. Se pravi, ti NFT-ji so bili, mislim, da 80, blizu 100 Ethereumov je bil floor price nedolgo časa nazaj, ne, zdaj recimo tega
tega APA dobimo za $30,000. Ne. Zdaj sem se z eno svojo stranko pogovarjal, ne, malenkost več kapitala, ne, in ta denar ne predstavlja tako visokega zneska, ne, ampak sem rekel, zdaj smo se čisto iz jebancije je tole padlo, ne. Sem rekel, pa daj te board ape kupi, ne, vnukom, ne, za vnuke, ne. In zdaj na koncu z te šale se bo mogoče zdaj rodila neka resna investicija za vnuke, ne, ampak ja, rečemo, $30,000 je ogromen kapital, ogromen denar, ne, zdaj za nekoga je, za nekoga ni, ne, ampak zdaj si predstavljamo, da, ne vem, jaz zdaj, če sem med premožnejšimi ljudi na svetu, pa imam vnuke ali pa kakorkoli, ne, na kak način lahko bolj cool dedi ratam, kot pa da jim kupim te board ape, ne. Se ja, ok, odpišem tistih, ne vem, 100,000 evrov, ki jih bom investiral, ne, v svojo družino konec koncev, ne, ki lahko konec koncev gre na nič, ne, po drugi strani pa lahko ena taka investicija zraste na par milijonov ali pa par 100 milijonov, odvisno koliko kapitala se bo v kripto prelilo, ne. Ampak ja, mogoče tole sem hotel omeniti, ne, da so res ti NFT kolekcije so zdaj v ekstremni depresiji, ne, se pravi, ljudje so preprosto tole že odpisali, ne. Zdaj, če pogledamo te board ape activity, ne, vidimo, da je pred 2 urama nekdo kupil za 10 Ethereumov, se pravi, to so vse bili nakupi, ne, v zadnjih 24 urah, mislim, da je bilo 11 selov, se pravi, 11 takih sličic je bilo prodanih v zadnjih 24 urah, ne. Ampak ja, pravim, to je zdaj res najdražja kolekcija, ne, ampak recimo, če pogledamo na Cardano, ne, pa imamo zdaj te blue chipe res ful poceni, se pravi 830 AD, za $200-300 praktično lahko te blue chipe pokupimo, ne. Na isti način smo mi zdaj na Staxu kupili, ne, za 6 Staxov nek NFT, ne, ki bi... Točno to je, jaz sem zdaj na Staxu, ne, pa dobro, zdaj, če že omenjamo tole, ne. Jaz sem zdaj pred kratkim, so rekla, da tega ne bo, da ne bomo neumno izpadli, ampak se mi zdi, da je to ta rubrika namenjena ravno temu, ne. Ja. Jaz sem zdaj pokupil te, pa se mislim, da se ti še vedno mintajo, ne, Bitcoin Pepe je na Staxu. Ja, ampak to je $10, pa mislim, odvisno ne, kak je profil vsakega posameznika, ne, pa kak je portfelj velik, ampak zdaj, če je to res nek mali procent na celoten portfelj, se pa mogoče splača nameniti temu. Moja največja napaka, Patrik, ne, je bila tale, jaz sem imel tega APA, ne, jaz sem imel klik, pa še špelo sva tistega časa komunicirala, ali prodati, ne, sva debatirala, ne, sva se odločila, nič, bom pustil tole, ne, noter v denarnici, ampak floor price je bil 25,000 ADA, pa ADA je bila blizu $1 takrat, ne, se pravi, za 25,000 evrov bi lahko prodal tega APA, ne, ki ga imam zdaj na Base'u, ne. Mintal sem ga pa za 100 ADA, ne. Tako da hočem povedati, ne da zdaj karkoli hočemo tukaj hypati, ampak to so vse tokeni, ne, to je token, se pravi, vsaka ta sličica je v bistvu token na Cardano blockchainu in teh je 10,000, ne, in če ljudje začnejo špekulirati z enimi takimi stvarmi, ne, te stvari se lahko dosti bolj napihnejo, kot pa kakršnikoli meme kovanci, ne, ker če zdaj recimo meme manija nekako zamre, ljudje vedno gledajo, ok, kje lahko še bolj zašpekuliramo, pa ti whali, ki zdaj manipulirajo cene navzgor, neki pumpajo te meme kovance, če ti whali ugotovijo, na kak enostaven način lahko napumpajo neke cene NFT-ev, ne, jaz mislim, da bo te meme kovance posili na strani, pa bo šli samo še NFT-ev pumpati, ne, in s tem se lahko spet rodi neka ogromna špekulacija na NFT trgi, ne, ampak ja, mogoče toliko, no, da ne bo zdaj tukaj predolga, ne. Ok. Pardon, samo to sem še prej si označil, ne, se pravi če gremo malo bolj resne vode na Aptosu, ne, na Aptosu mogoče en projekt, ki je meni zelo zanimiv, je tale EcoLending, ne, to je pa spet projekt, ki nekako srka likvidnost Bitcoina v Aptos ekosistem, ne, tako da dajte še tole pogledati, no, ker dejansko tudi Arthur Hayes je investitor, ne, v ta projekt, ne, ampak to je projekt, ki odklepa likvidnost Bitcoina v Aptos ekosistem, ne, tako da to je še bil en projekt, ki sem ga mogoče hotel omeniti, tako da to je to z moje strani za danes, no. Še mogoče povabiva Špelo nazaj, ali pa Patrik, če še imaš ti karkoli za dodati. To je to. Hvala vam, res sta bila, mi je prav všeč, ko se zagovorita, pa gresta v debate, takole, ker se mi zdi, da sta, vaju prav lepo poslušati, ko izmenjata misli, tako da sta še mene malo brcnila, da malo pogledam,
pa en majhen procent portfelja investiram tudi v kakšne bedarije, ampak ja, na koncu je fino imeti, mislim, malo riskirati, ne, pa se poigrati. Tako da ja, super, hvala vam res za danes. Jaz mislim, da smo bili kar izčrpni. Tako da ja, jaz zaželim lepe praznike, pa se mi vidimo prihodnji teden v novi video vsebini. Svidenje. Ja, lepe praznike, adijo.